To je bila arija iz operete Vesela vdova, Vilja Lit, Franca Leharja. Hvala lepa. Zapela jo je pa božanska Talita Sofija Humil, ki nam bo tudi na koncu zavezala pentljo s svojim čarobnim glasom. Hvala ti. Hvala. Čast mi je. Sem prav ganjena, a ni Božan zapela. In ko gledam jo in jaz razmišljam, da rože niso samo rože na vrtu, ampak tudi ljudje. In mi smo se sestavili en čudovit čopek, ona je še popek, taka vrtnica, ki se bo še razcvetila. Ana Rozman počasi cveti, Asja Širovnik-Mošon je že čist skoraj razcvetena, jaz pa že venem. Ampak to je čudovita kombinacija, ker imamo zastopano vse. In nocoj bodo skozi nas plapolale energije boginje, božanske ženske energije, ker so datumi luna zvezde usklajeni z njo. Marec praznuje kar 2 ženska praznika, 8. marec je za nami, pred nami je materinski dan. Res, da je danes dan mučenikov, ampak to pa ne štejemo, ker prava ženska ne bo nikoli mučila moški. Ampak se jim bo vedno zahvaljevala za vse lepo, kar jim naredijo, če so seveda pravi moški, ne, Ana? In najprej na kratko, zelo na kratko povem o rožah ob meni. Asja Širovnik-Mošon je uspešna in mednarodno priznana terapevtka, predavateljica, duhovna voditeljica, avtorica in ustanoviteljica mednarodne šole napredne transcendentalne hipnoterapije. Ona se ukvarja, to boste slišali, z dušo, z resnico, z božanskim, z vsem, kar je najpomembnejše v našem življenju. Ana Rozman, tudi izjemno zanimiva avtorica, je pa novinarka na Radiu Slovenija ter certificirana učiteljica joge plesa, Šakti dance, in zato se ji reče tudi Šakti. In ženske plešejo z njo, da se jim čisto zmeša vsega lepega. In najprej za začetek, draga Asja, zakaj smo mi 4 prepričane, da moramo rehabilitirati božansko energijo, da moramo vrniti Bogu žensko dimenzijo. Ker je tako dolgo pogrešana v naši kulturi, v naši civilizaciji, na naši zahodni civilizaciji jo zelo pogrešamo. Nedavno, decembra, sem bila na Dunaju v muzeju Naturkundische, naravoslovnem. In če greste tja, boste na prvem nadstropju našli kipec boginje, ki predstavlja ženski princip in civilizacijo, ki je bila veliko starejša, bila je pred rimsko, pred minojsko civilizacijo. Marija Gimbutas jo je pomenovala Stara Evropa, zaobjemala je celo področje Avstrije, bivše Jugoslavije, Bolgarije, Grčije in še res veliko področje, kjer so ljudje živeli v enem velikem sožitju. In uradno se temu reče matriarhat, kar moram takoj povedati. Pri patriarhatu razumemo, da se družbena struktura gleda hierarhično,
od odzvrha na vzdolj in da se v hierarhiji uboga nekoga, ki je nad tabo. To je neko osnovno. V matriarhatu ljudje dostikrat mislijo, da tam so pa ženske glavne. To je interesantno. Matriarhat nima hierarhije, ampak je krog, v katerem je ključ enakopravnost. Matriarhat je zato, ker je pravzaprav bilo mišljeno v tistih časih, da boginja ustvarja življenje skozi žensko in da je ženska njena namestnica na zemlji, ker je najbolj podobna saj skozi maternico, tako kot je maternica kozmos, skozi fizično telo ženske predstavnice boginje prinese v življenje na ta planet. In še nekaj, kar je bilo fascinantno za to civilizacijo, ni bilo zabeleženih vojn, ni bilo zabeleženega nasilja. In mislim, da mi ta koncept brez nasilja in enakopravnosti in s poudarkom na sodelovanje v naši civilizaciji pogrešamo. Gotovo. Zdaj, če ne zdaj. Tako. Draga Ana, kaj bi pa ti temu dodala? Ja, jaz v enem odlomku v moji knjigi pravim, zame je ženska boginja. In jaz res tako čutim. Enostavno, energija ženske je edinstvena, njeni darovi, njena notranjost, njena intuicija, to je enostavno, kako bi rekla, neprecenljivo. In se mi zdi, da je res treba spet temu dati pomen, vrednost, predvsem pa ne znotraj žensk začeti prebujati to zavedanje. Ne, da je to neka floskula, pa zdaj bomo pa hodile okrog pa govorile, da smo boginje. Ja, dejmo, ker smo v tem smislu. No, si najdi ta odlomek v tvoji knjigi in ti nam pa mogoče še kaj povej, kako si se ti srečala z žensko boginjo, si prihajaš iz sveta, kjer je Bog doma kot moški. Tako je. O tem sem pisala tudi v knjigi. Pravzaprav je koncept božanskega v kulturi, iz katere izhajamo na Zahodu, da je Bog on. In na fakulteti sem imela profesorico afroameriške kulture, ki sem se nekega dne v pogovoru z njo nekako pogovarjala o tem odnosu do božanskega in je rekla, veš, pravzaprav je to, da mi rečemo Bog, produkt patriarhalne družbe. To ni resnična upodoba božanskega, vse tega se zavedaš in sem rekla, seveda, intelektualno se tega zavedam. Je rekla, ampak povedala ti bom, kako globoko gre kultura v človekov DNK. Poskusi moliti njej namesto njemu. In ko sem poskusila vzpostaviti pogovor s silo, ki mi je vedno stala ob strani, na katero sem se referirala, Bog pomagaj mi, in potem so se mi dogajali čudeži, sem imela občutek, kako da izdajam to silo njega, s tem, ko mu rečem ona. In res sem se čutila, kot da delam heretiko, kot da grem ven iz glavne linije povezanosti, ker si drznem reči ona. Čeprav sem intelektualno razumela celoten koncept, da božansko ni ne on, ne ona. Rabila sem nekaj let dela na sebi, potovanja, antropoloških raziskav, srečevanja z domorodnimi ljudstvi, ki dojemajo božansko kot njo, kot upodobljeno v zemlji, v življenju, v cikličnosti, v kozmični kulturi. Da sem doumela, da sem dejansko produkt svoje družbe, da sem markirana in potem je bilo nekako v tem procesu pomembno, da sem premikala te mejnike. In v knjigi pišem tudi o trenutku, ko sem se fizično srečala z božanskim aspektom v ženski energiji, ampak ne me narobe razumeti, to ne pomeni, da se ti zdaj Bog pokaže kot ženska. Skokrat jaz ne doživljam Boga kot nekega moškega, ki sedi z belo brado, ampak da doživiš te kvalitete, ki jih upodablja ženski princip v božanskem srečanju. In to je bilo res eno potovanje,
ki pa potem, ko ga doživiš, je kot da si se prebudil iz dolgega sna pozabe. Si našla, Ana? Zame je ženska boginja. Zame je ženska neverjetno izjemno bitje, ki bi ga bilo treba globoko ceniti. Njena bogata notranjost, njeni darovi, raznolike nianse njene osebnosti, njeno sočutje, njena požrtvovalnost, njena ljubezen. Njena intuicija, njena ustvarjalnost, njena predanost dobremu. Globoko se priklanjam energiji ženske. Hvala ti. Zdaj pa, draga Asja, gremo na začetek tvoje knjige Nevidna sila duhovnega preboja, ki si jo začela z mojim ljubim učiteljem Jungom, ki pravi, ima en fantastičen stavek. V nebesa pridemo samo skozi pehov. In ni variante, da bi se zares prebudili, v celoti prebudili, postali celoviti, če ne pogledamo svojih senc. Daj še kaj več o tem povej, da ne bodo ljudje mislili samo svetlobo pa meditirati na, ne vem, pa pozitivne afirmacije, filo frešo, not poglej. Ja, dejansko je rekel, da razsvetljenstvo ne izhaja iz tega, da si zamišljamo svetlobne figurice, ampak da znamo objeti svoje sence, da jih znamo prepoznati in objeti, kar pomeni, da znamo biti tistim znotraj nas, kar je boleče, kar je neprijetno, od česar bi radi pobegnili, in to so tista zaklinjena čustva v naši podzavesti, ki so dostikrat povezana z dogodki, ki smo jih doživeli, ki so bili neprijetni, kateri niso bili predelani, ta čustva so ostala surova, nepredelana in so v naši podzavesti vtkana v naše fizično telo, v naše tkivo, v naše celice. In brez da jih ozavestimo, brez da jih razdrobimo kot neko trdo energijo, ki se razmehča in potem transformiramo s to ljubeznijo, s tem transformiranjem, s tem procesom in na to integriramo v sebe, nismo celostni, ampak so to nezavedni deli, ki se jih odrečemo, ker so nam nekoč nekje v življenju dali toliko bolečine, da smo se jim odrekli. In zdaj v tem procesu integracije, vračanja nazaj k sebi, sprejemamo vse tisto, kar ni bilo sprejeto in postajamo celostni. In šele takrat, ko smo celostni, lahko govorimo o razsvetljenju. Ana, ti si se usedla za računalnik, rekla si, dost imam, in si začela pisati. In si fantastično opisala, bom kar prebrala kazalo, ker jaz sem uživala in poslušala, ker sem to brala, ker vse to tudi v meni stanuje. Razen ljubosumja, no to pa nikoli nisem bila. Jezna, nepopolna, ljubosumna, izmučena, šibka, apatična, osamljena, ranjena, negotova, negativna, neenakovredna, nora, grda, kritična, kriva. Vse to je v tebi prebivalo, dokler nisi dala na plan. In ko si začela pisati, se je začel v tebi dogajati en neverjeten proces in ti si postajal vse lepša in lepša. Tako da to je zdaj produkt, ne? Tega dela, ker če rečemo, delamo na sebi, delamo prav to, da osvetljujemo svoje sence pogumno, moški. Vi imate s tem še več dela, kot mi. Tako da le dejte, priznajte, napišite dnevnik, molite, meditirajte, ampak nihče se ni rodil in umrl, če je živel vmes nekaj časa, brez lastnih senc. Ne, ker to prinesemo tudi s travmami podedovano na ta svet. No, hej nam povej, kako si udarila z vso silo na tipke računalnika.
Ja, najprej naj povem, da jaz sem tako prav čakala na navdih za drugo knjigo. Torej, moja prva knjiga ima naslov Prvo leto mama in je v bistvu moja osebna zgodba prvega leta materinstva. Tudi o tem, kako materinstvo ni samo lahko, ampak je tudi zelo zahtevno. In sem čakala na ta navdih za drugo knjigo. In a veste, ko poskušate z razumom domisliti temo svoje naslednje knjige, se seveda to ne zgodi. In potem je prišel en trenutek, ko sem jaz to spustila in sem si rekla, Ana, mogoče imaš v sebi samo eno knjigo in to je dovolj. In ko sem spustila, je potem prišel navdih za drugo knjigo. To pa se je zgodilo na en zelo zanimiv način, spet ne s kakšnimi fanfarami in ne vem čima, ne? Ampak je bil moj mož na službeni poti, jaz sem bila doma z 2 majhnima otrokoma, takrat sta bila stara 1,5 leta in 4 leta pa pol, v enem takem obdobju zelo zahtevnem za mamo in jaz sem bila popolnoma sesuta. Mojega moža ni bilo, ne vem koliko časa, približno 1 teden in sem se že takrat spet počutila krivo, ne, v smislu, marsikatere mame pa zmorejo, zakaj ti je toliko težko in skozi obsodba, zakaj mi je težko, moram biti ta popolna mama, ne, v kateri vse stremijo. Kaj je z mano narobe, skozi ta občutek, kaj je z mano narobe. Poklicala sem mojo drago mamo, ki mi vedno stoji ob strani in sem ji rekla po telefonu, mami, jaz sem čisto sesuta, prosim pridi po otroke. Je mami prišla? Hvala, mami. Je moja 2 sinova peljala v živalski vrt, jaz sem pa odprla računalnik in napisala na vrh, torej Wordovega dokumenta, besedo sesuta. Ja, in v trenutku, ko sem jaz si dovolila napisati to besedo z debelimi caps lock črkami, se je potem vsul plaz in takoj sem vedela, da mora biti to moja knjiga. Da bom dala svojim sencem glas in povedala resnico o tem, kaj sodobna ženska, mama majhnih otrok v tem času čuti in se o tem ne govori in si nobena tega ne upa povedati, nobena. Tudi ženske, ki preberejo mojo knjigo, res prav hvaležne so mi. V smislu, hvala, da si povedala, ker jaz si ne upam nobenemu povedati. Tako da jaz res lahko rečem, da me je ta knjiga izjemno osvobodila in zanimivo, ne, potopiš se v svojo temo, ampak v resnici zasiješ v svoji največji svetlobi, ko to narediš. Tako da tudi od moj naslov knjige, ki sem ga nekako po noč včasih ne morem spati, pa sem pa zelo tako v stiku, ta meja se zabriše in zelo tako nekako, ko bi rekla, dobim sporočila ali pa uvide. In sem pač dobila tudi uvitane za naslov Sencam glas klicaj. Tako da moja knjiga je s klicajem. Super naslov. Draga Asja, pravi Ana, da se ženske ne upajo povedati, ampak te pa povejo. In psihoterapeutka slišiš ogromno zgodb o krivdi. In na Slovenskem, poslušajte, imamo svetovni rekord krivdiranja. Kar naprej smo za neki krivi. Eni in drugi in tretji. Kar da je to nacionalni šport. To, da neki nam le odstri. Pravzaprav ja, velikokrat slišim, da če bi tako nekako povzela, da ne naredim dovolj, da nisem dovolj, da bi se lahko... Že dostikrat je osnova, s katero ljudje želijo delati na sebi, da bi bili boljši. In v trenutku, ko ti sprejmeš, ko prideš do realizacije, da obstaja idealni jaz, ki je točno to, kar beseda reče, ideal. In potem je realni jaz, to, kar smo v svoji realnosti. In vmes je en velik prepad, ki mu v angleščini rečemo gap. In
določeni psihologi trdijo, da je naša žalost, nesreča in mizerija ravno v tem gepu, ker nismo tam, kjer mislimo, da bi morali biti. In potem se psihologija obrne v to, da se spoznamo in da se naučimo sprejemati, da se naučimo tisto, kar smo, dojemati v celoti kot sebe in na ta način v tem procesu samosprejemanja, samospoznavanja, razumevanja, osvetljevanja, takrat se začne transformacija, ko greš v to notranjo bolečino tega, kar ti čutiš, da morda nisi dovolj dober, prideš seveda tudi do ranjenega otroka, o katerem sem pa jaz pisala v svoji prvi knjigi, Kdo ustvarja mojo realnost, ki sem zelo poglobljeno raziskovala tik notranjega sabotera, ranjenega otroka, ti temne aspekte nas, ki nas sabotirajo, da bi živeli polno življenje, tako kot si ga želimo. In potem, ko se jih tudi lotevamo, da bi imeli boljši performance, ali da bi imeli več nečesa, ali da bi bili boljši v nečem. Redko kdo pride in reče, jaz želim sebe v celoti sprejeti zato, da bi bil bolj izpolnjen in srečen, ampak zato, da bi, bolj napredoval v službi, da bi imel boljše odnose, da bi lahko. In to vse so, kako bom rekla, byproduct, to vse dobiš, ampak center, tisto, kar prideš v resnici do tega, je, da ko ti začneš delati na sebi, začneš čutiti v sebi do sebe več ljubezni. In v tej ljubezni greš lahko skozi temo in ugotoviš, da tam, kjer je bila prej tema, so notri diamanti in to je ta tvoja resnična luč, kajti pod temo, globlje kot je ta tema, je naša notranja svetloba. Samo do nje se pride po rovu, ki pa je temen. tako nekako metaforično. En italijanski kantavtor De Andrea ima eno pesem, kjer pravi: na biseru ne zraste nič, na žnoju zraste najlepši cvet. Ja, do tega gnoja je pa treba nekako prideti, ne? Tako da, Ana, a še krivdiraš? Absolutno manj kot prej. Tako, recimo, se lahko pohvalim, da 3/4 manj, ampak ne pa čist. Ravno zato, kar si rekla, ne, ker je to nacionalni šport. Ampak mi je bilo pa zanimivo, tole knjigo sem zaključevala, tako vedno sem si želela, ne, kot pisateljica, potem, ko sem si sploh dovolila sama sebi to reči, vedno sem si želela iti nekam, v hribe, v nek gorski hotelček sama in pisati. In to se mi je dejansko ob koncu, ob zaključku te knjige zgodilo, da sem šla za 2 dni v Bovec, v en zelo, zelo lep hotel in sem zaključevala to knjigo. In sem dejansko občutila, ravno ko sem pisala zadnje poglavje o krivdi, sem občutila krivdo, ker ne čutim krivde. That's the ultimate. Krivdo, ker sem se imela fajn tam brez svojih otrok, ker si nisem želela iti nazaj domov, ker nisem nobenega pogrešala. To je the ultimate, to je tista zadnja faza, ko it's gone, oh my God. Oh my God. Yeah. Ja, in to je tista zadnja faza, ko prideš do konca in rečeš, oh my God, zdaj pa jaz nimam občutka krivde, kakšen človek sem jaz. Zdaj pa živim tako, kot meni pa še, ojoj. Kaj bo pa zdaj? Ampak v resnici nihče v tej fazi, ko se znebi krivde, ne postane hedonist, ki samo leži na plaži, ki nič več ne dela, ki zapusti otroke, ampak s tem, ko začne čutiti in slišati sebe in se osvobodi krivde, ki ga je takole tiščala, postane tudi verjeten, ko pride domov, bolj prisotna mami, bolj kreativno se izražamo, naši odnosi se izboljšajo, ker prihajamo iz resničnega jaza. Tako nekako je. Ampak to je tisti zadnji most. Asja, zdaj, najprej naj povem, da so na voljo knjige tukaj in da kupite si darilo sami sebi. Ker ko berete te knjige, dobite navdih. Dobite en veter v duši, ki prepiha nekaj in vas osvobaja. In
knjige, ki to znajo narediti, so res zlata vredne. Niso vse take, veste. Ampak nekatere pa so, hvala vama. Zdaj bom pa še nekaj zelo intimnega povedala. Zakaj imam jaz Asjo tako rada? Ker jo poznam že, ne vem, koliko let, to ne vem. To ne bomo računali. Ko je bila še gimnazijka in je prišla k meni v kabinet, če imam kakšno idejo za njeno seminarsko nalogo, kaj pa da o feminizmu. Jaz sem bila popolnoma paf, kako je to ena inteligentna punca. Le kaj bo iz nje? Tako da sem obsedela v kabinetu in sem rekla, Jezus, pa Jana postala radikalna feministka. Jo, to bi bila pa velika škoda. No, ampak kaj je bilo v tebi, da si zamenjala vse kontinente, ker jih je tle, govori 7 jezikov in še več, da si šla humetul v svet srkati neka druga znanja. Ne to, ker smo mi, tudi jaz, ne, na fakultetah učili, to ti ni bilo dovolj, ampak ti si šla po nekaj drugega. A si sploh vedela, po kaj greš, ali se ti je kar dogajalo? Jaz sem dostikrat razmišljala o tem, kaj je mene gnalo, pa ta notranji čut, pa tudi izkušnje, ki sem jih imela, že ko sem bila majhna. Želela sem si, v prvi fazi pa sem bila res mlajša, se spomnim, da sem bila na Nizozemskem v srednji šoli, oni grejo prej v srednjo šolo, ampak sem imela nekih 13-12 let in sem rekla svoji sošolki, Marluš, veš, kaj se meni zdi? Jaz si želim priti do konca tega življenja. Sem prav imela vizijo na hodniku, sem rekla, in se obrniti in videti vse, kaj sem preživela, vse, kjer sem bila in imeti modrost. Ne, ona gleda in prav, a ne boš sam končala šolo, pa šla v službo? Sem rekla, pa se poročila, sem rekla, ne, to pa jaz ne bi, jaz bi pa rada več, jaz si pa želim spoznati to misteriozno življenje. Je rekla, to meni zveni zelo scary. Jaz nisem za to. Dejansko sem se nekako odcepljala od tega, kar je bilo mainstream in iskala tisto v življenju. Nekako se mi je zdelo, če prideš na ta planet, pa mora biti nek smisel tvojega obstoja. Saj nismo, tako sem jaz to kot mlajša, pa saj nismo prišli sem zato, da bomo šole končali, šli v službe, delali in potem umrli. Come on. To me je gnalo, da pa saj to življenje mora imeti nekaj več. In tisto več sem iskala v ljudeh, v kontinentih, v študijih, spraševala profesorje, brala knjige, kaj je smisel, resnični smisel našega obstoja. Prvo je bil moj obstoj, potem sem se pa začela za vse nas spraševati, zakaj smo kle, zakaj in ali lahko živimo svoje življenje na tak način, da vsi mi pridemo do konca in se obrnemo in rečemo, to je bilo res dobro življenje. Yes, we can. No, jaz že pravim tako. Tako da tle imate en šolski primer, ampak je morala priti pa bolezen, da sem se tega naučila in da je to hitreje šlo. Kako pa ti, Ana, s tem vprašanjem? Smisel bivanja? Kaj pa je smisel mojega življenja? Ana? Ja, jaz sem se tudi veliko ukvarjala s tem vprašanjem. Enako kot Asja sem se počutila drugačna, že kot majhna, čudna. In mene je pa pot nekako ponesla v Azijo, v Nepal, v Indijo. V bistvu zelo, zelo mlada, pri 21 vem, da je bil katalog prostovoljnega dela. Po vsem svetu so bili tabori. Vsi tabori so imeli, ne vem, dolge opise po eno stran, polovica strani, ampak jaz sem se zapičila v Nepal, kjer je bil samo en stavek,
delo s tibetanskimi begunci, Work with Tibetan Refugees, in jaz sem rekla, jaz grem v Nepal. In zdaj vem, da enostavno me je duša poklicala tja. In sem res šla, takrat je bilo eno težko obdobje, zaradi tega, ker je bilo v Nepalu zelo nemirno, politična situacija je bila zelo, zelo zaostrena. In jaz sem se odpravila sama v Nepal, sem šla tja res prostovoljno delati v center za tibetanske begunce v Katmanduju. Potem sem tam ostala mesec, 2 meseca, se potem vrnila nazaj v Slovenijo, si zadala, da se bom vrnila nazaj za 1 leto, si zrihtala sponzorstva, imela razstavo na FDV-ju z naslovom 100 nasmehov Nepala. V glavnem, vse je bilo nekako podrejeno temu, da grem jaz nazaj v Nepal. Sem šla nazaj, spet sama, spet prostovoljno delati. Ampak sem se popolnoma razdala, iztrošila in sem ugotovila, da črpam svojo vrednost iz tega, kaj jaz delam za druge. Torej, vredna sem, če pomagam. Nisem vredna sama po sebi, brez da pomagam. Tudi moja sestra je bila prostovoljka in sem jo zelo občudovala in sem nekako, tudi v meni je bilo to pomagati. Jaz se spomnim, ko sem bila majhna, kaj bi pa ti, jaz bi pa rada pomagala. Pa se tako sliši naivno, ampak hkrati je to tako plemenito, da si to želiš početi v življenju. V glavnem, ko sem to zavestila znotraj sebe, da črpam svojo vrednost iz tega, da pomagam, sem rekla, zdaj bom pa jaz se trenutek pustila to prostovoljno delo, ki me je začelo tudi zelo izčrpavati po 4-5 mesecih, in sem šla v tišino za 10 dni v Katmanduju na tečaj budistične meditacije Vipassana. Moj prvi stik z meditacijo, 9 ur na dan v tišini. Lahko si predstavljate, da me je resetiral. In jaz sem takrat, glede meditacije, nisem veliko vedela, sedla sem se na joga blazino in jaz sem mislila, da se bo nekaj zgodilo, divine light, nekaj bom videla. Kaj se je zgodilo? 10 dni solz. Solze. 1 uro na dan smo lahko šli do učitelja, pa dejansko mu nekaj rekli. In jaz sem prišla do njega. I'm doing something wrong, I'm crying all the time. In on meni, just observe, it's only cleaning. Mi je skozi govoril, nisem razumela, ampak v procesu meditacije mi je postalo jasno, kaj se dogaja z mano. Tudi zvečer so bila taka predavanja, ki so nam v bistvu ozaveščala, kaj se vsak dan nekako nam navznoter dogaja. In to je bil zame prvi korak k veliki transformaciji znotraj mene. In od takrat sem šla na tečaj Vipassane, se pravi v tišino še 10-krat, vse skupaj. Dokler nisem imela otrok, sem res redno hodila, tako da zdaj čakam, da mičkam zrasteta, da bom šla spet lahko. Ja, to ni tako enostaven proces, Tudi fizično ni enostaven, ker morate sedeti v lotos položaju. No, v mojih letih smo lahko uporabljali stol, to je bilo lažje, ampak samo not vidiš, zunaj se ne dogaja nič. In ta film gledati, to pa je izkušnja, a ne, Asja? Ja, jaz sem glede razmišljala, jaz sem imela, zdaj se počutim krivo, I'm just gonna be so honest. Prav morala sem razdelati občutek krivde, ampak ko sem bila jaz mlajša, sem imela določene duhovne izkušnje, ki so potem, ko sem recimo šla v meditacijo in zaprla oči, so se nekako odvile naprej. Ostala mi je ta povezava in tisti, ki me poznajo, imam določene ljudi, ki ste tukaj, ki veste, da pri meni je zelo udobno
mi gremo na udobje, tudi fizično udobje, ampak se povezujemo z višjim jazom do te točke, da potem od te prijetnosti ratamo pozitivno odvisni od meditacije. In dejansko razmišljala sem, jaz si tudi želim 10 dni sedeti, you want this, ampak ni tega, ne moreš tega, ker imaš otroka, obveznosti, življenje, ampak vsak dan si pa prvoščam, zjutraj minimalno 10 minut, zvečer minimalno 10 minut, če imam kakšno možnost nekje na hitrico odmeditirati po par minut, in to tudi učim ljudi, vzami to, ker je to tvoj zrak, to je tvoja prana, to je tvoja življenjska energija, in ko se ti z njo povežeš, se ti nahranaš, in to je ta self-care, skrb zase, ki ne rabiš si zaslužiti pravico za to, ampak pravzaprav tvoje telo potrebuje to tako kot vodo, tako kot hrano. In o tem sem razmišljala in sem rekla, okay, zdaj bo to tako zvenelo, sem se začela giltati, ampak ne, v resnici je to možno. Je res je, da lahko doživimo čiščenje in ga doživljamo in tako naprej, ampak obstaja pa nekako kot linija v meditaciji, kjer pa ti se preklopiš na vir in se napolniš in ti je fino in te to drži gor, ker to življenje, čeprav mu rečemo maja, iluzija, etc., terja svoj energetski dolg in nam jemlje in rabimo to, da lahko dobro tukaj funkcioniramo. O tem sem razmišljala. Razumem. Okay. Razumem. Ana, vidve obe govorita, pišeta, učita o pomembnosti telesa. Ja. To se mi zdi izjemno dragoceno. Ne, tvoj ples, to je vendarle tudi telesna izkušnja. Nekateri, kar mislijo, duhovnost pa to brez telesa, ker ne vem, kaj si to predstavljajo. Telo je naše svetišče. V telesu smo mi tukaj doma. Povej nam nekaj o telesu. Ja, jaz sem bila tudi nekdo, ki je bil dolg časa odrezan od svojega telesa. Enako, sem meditirala, zelo dolg časa samo meditirala, ampak enostavno nisem občutila radosti, utelešene radosti. In ko sem bila majhna, sem veliko plesala, potem so se zgodile ene stvari v tisti plesni šoli, kjer sem plesala, a veste, potem kakšne plesne učiteljice, leta nazaj, dvomim, da so zdaj še vedno take, ampak leta nazaj je bilo res tako, če si imel kakšen kilogramček preveč, ti moraš pa zdaj v zadnjo vrsto, in enostavno v mnogih dekletih, ki smo takrat plesale, so pač zatrle to željo po plesu. In vem, da mnoge izmed nas smo se takrat povsem prenehale gibati oziroma prenehale plesati, kakor da bi zaprle tisto pipco, ustvarjalno, gibalno znotraj sebe. In ko sem jaz spet prišla v stik s tem, je pa res tako, da telo ve, telo se spomne. In telo hoče plesati, telo se hoče gibati, hoče se izraziti na ritem. In recimo prav konkretno zame, jaz skozi svoj ples doživljam toliko zgodb, ki mi jih moje telo pripoveduje. Se pravi, ne da grem jaz skozi v telo, ampak grem iz telesa, iz giba, ki me preseneti, dobim uvide, dobim neko zavedanje nečesa. Tako da telo je zame še vedno skrivnost, velika skrivnost, neverjetno spoštovanje imam do telesa in ravno skozi 2 poroda sem se jaz počutila, da sem se zares prizemljila v ta svet, z nogami na tla. Prej sem se pa počutila, da sem malo odzemljena in tudi kdo mi je tako v hecu malo to rekel, ti si pa čisto odzemljena. Ampak ravno skozi to, da sta se skozi mene rodila 2 otroka,
da sem nekako doživela skozi maternico, ta porod, kot da bi se tudi jaz rodila, utelesla na zemlji. Asja, izvoli. Ja, jaz sem ravno včeraj nekomu rekla, da sicer smo govorili, da naj napiše knjigo, ampak sem rekla, to je tako kot ko rodiš in s tem rojevanjem rodiš tudi sebe. In točno ta beseda, roditi tudi sebe, ko se utelesiš in prideš. Absolutno, telo je naš tempelj in v naših celicah so spomini vsega, kar smo kdajkoli doživeli. Naše telo nosi vse te zapise znotraj sebe in ko si v telesu, ti telo lahko pripoveduje zgodbe, lahko skupaj s telesom potuješ po svojih spominih, skozi gibanje, skozi povezovanje, skozi to gibanje, različna gibanja. Jaz osebno sem imela svojo zgodbo z jogo in zelo hecno je, ker sem si predstavljala, ko sem jaz v Ameriki, že prej sem se hotela, že ko smo živeli na Nizozemski, sem jaz hotela delati jogo, ampak to so bili še tisti časi, je moj oče rekel, ne, da mi ne boš 13, sem bila stara, ker sem se ne boš ti zašla v kakšno sekto. No, jaz sem hotela iti, ne. In sem rekla, ok. In potem smo bili v Bostonu in sem bila na študiju in sem si mislila, super, zdaj me pa nihče ne vidi, zdaj grem pa jaz sebi svojo jogo najdeti. In jaz sem si predstavljala jogo, ker imaš jogo in jogo in jogo in jogo. In v nekem mojem spominu, ne vem iz katerega življenja, je bila ideja, da pri jogi bom prekrižala noge, se dvignila nad zemljo, lebdela in meditirala. Ne, you know, the easy way. In prav nikoli ne bom pozabila, v Chinatownu je bila pisali yoga studio, prav čutila sem, to je to. In en človek, izdeloval je, kada lebdi, ampak v resnici šele kasneje, ko sem začela hoditi, je on na eni nogi na prstu, drugoma pa prekrižano, ampak mislila sem, to je tole lebdenje. In sem po mrzli -20 stopinj, je bilo v bostonski zimi oblečena ko medved, prišla na jogo in stopila not v prostor in tam je bilo 37 stopinj. In sem dobila svojo disciplinsko jogo, ampak jaz sem takrat odkrila ta inner engineering, kaj se zgodi, ko ti res stopaš noter v svoje telo. In več stvari sočasno se je zgodilo, ampak jaz sem tisto jogo delala vsak dan. Če sem en dan spustila, sem jo pa zjutraj pa zvečer šla delati 1,5 ure. In potem sem se tako zaljubila v to jogo, da sem jo kamorkoli sem šla na svetu iskala. V Sloveniji jo nimamo, imeli smo jo, pa jo nimamo več, ampak potem sem pa razumela, da tudi ne rabim imeti vročega prostora, da lahko delam doma. Ampak se mi zdi pač, da je pomembno, obstajajo različni načini gibanja, lahko je šport, lahko je tenis, lahko je hribolazenje, lahko je tek, lahko je plavanje, to je še ena moja meditacija, plavanje. Ampak se mi zdi, da je pomembno, da najdemo čas, da svojemu telesu omogočimo to gibanje, ki je za naše telo idealno in da je to spet tako kot tista voda, ki jo pijemo, tista hrana, ki jo jemo. Da je to tako, je pa povezava z našim notranjim otrokom, definitivno. Tako da podpišem, pomembno, absolutno, na vseh nivojih. Ja. Tebe sem tudi prosila, če boš prebrala en odlomek, da ne bom pozabila, ker Ana reži, ti tudi knjigo posodim. Zdaj bom pa jaz... Odprla po naključju? No. Ja. Božanska zavest, Atman ali superzavest. Na tej poti samospoznavanja sem odkrila, da se božansko izraža na številne načine in tako spodbuja človekov razvoj. Spoznala sem, kako se božansko izraža tudi skozi inteligenco in delovanje v skladu z višjim namenom, da nas spodbuja, da se ves čas razvijamo in rastemo, napredujemo in iščemo načine, kako biti bližje svoji najvišji usodi. Da smo ustvarjeni za to, da bi našli svoj način izražanja duše, ter da bi bili srečni in izpolnjeni. A še malo? A še malo? S časoma sem doumela, da ne glede na izziv, pred katerim se znajdemo, obstaja višja zavest, ki nam je na voljo s svojo pomočjo, ki presega naše tozemsko zavedanje.
vedno lahko zaprosimo za pomoč božansko vodstvo. Božansko se vedno odzove našemu klicu in naši prošnji. Ste slišali? Vedno. 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 Kaj bi ti rekla, Ana, na to? Rekla bi, da jaz absolutno čutim ta vedno. In res ne glede na karkoli se mi dogaja, ne glede na življenjsko situacijo, utrujenost, neprespanost, se jaz povezujem navzgor, prosim za podporo, prosim za pomoč in tudi dobim sporočila. In ravno v petek sem vodila en dogodek za ženske ob 8. marcu v Kulturnem domu v Grosuplje. Prišlo je 140 žensk. V občinstvu je tudi Suzana Grau, ki je bila ena izmed govork. In a veste, tekom dneva, ker narediti en tak velik projekt je res proces. Mislim, da smo delali na tem projektu 3 mesece. In ko je prišel ta dan, jaz seveda sem bila neprespana, ponoči nisem mogla spati, sem šla potem pisati dnevnik, pa pisati hvaležnost, ampak potem tekom dneva sem si jaz sama sebi rekla, zakaj nisi nič živčna, Ana? A si živčna? Kako da nisi nič živčna? Ne? In a veste, kaj je bil moj odgovor? Ne moj odgovor, ampak kaj sem jaz slišala znotri sebe? Pa ti si rojena za to? In pa sem bila jaz, kdo je to rekel? Ker sem bila kar tako, ne upaš si niti slišati teh velikih besed. Ne upaš si slišati tega, kaj šele zares ozavestati in ponotraniti. Ampak jaz sem potem, po koncu dogodka, ker sem se počutila, vsem puncam sem rekla, jaz se počutim, kakor da sem na poroki, ker 3/4 dvorane poznam. Tako je bilo namreč v petek. In jaz sem vsem povedala to. Ni me bilo sram to povedati, ker sem res to čutila, da sem rojena za to. In veste, koliko dobrega smo mi naredili v petek za ženske. Res neverjetno. Odzive, ki jih dobivamo, prav to sidranje ženske moči, to sporočilo, ja, vse ste boginje, vsaka si zasluži tukaj stati na odru. In moje srce je zelo polno, ker sem bila jaz del tega, da sem to omogočila. Lepo. Jaz bi pa samo en stavek iz tvoje knjige, ki se mi zdi zelo pomemben. Življenje iz duše ne izhaja iz glave, temveč iz srca. Da bi mal še v tem srcu, ki je zanemarjeno v tih časih. Patriarhalna družba poudarja to inteligenco, ne? Razuma, ampak vse bistveno se zgodi pa iz srca. Prosim, Asja. Tudi če iščemo spomin duše, ga najdemo v srcu. Ne? Zdaj ne vem sploh, z katerega konca naj grem. Odkot naj grem? Mogoče bom začela s tem, da je znanje brez srca nevarno znanje. Ne? Znanje samo po sebi nima vrednosti, če ni zraven srca. Let's start with that. Ne? Potem pa gremo lahko naprej v to, kaj pravzaprav je srčna inteligenca. Kaj je ta čustvena inteligenca, ki vsebuje sočutje, ki vsebuje empatijo, Ljubezen. ki vsebuje ljubezen, ki je zdravilna in ki vse sprejme v svoj objem, ki je mehka, ki je nežna in potem ustvarjalna. Ljubezen ustvarja, je akt kreacije. Ljubezen širi, povezuje, pripelje notri, kot kvalovanje. In zdaj, kako spojiti, sej v končni fazi gre za to, da naredimo balans, da znamo harmonizirati. Ampak nekako tako bi še povzela, morda veliko bolje je, ali pa idealno je, da srce vodi in glava interpretira in podpira.
z argumentom in z logiko srčno inteligenco. Velika izguba je pa, kadar glava vodi in srce ne more tega podpreti in se zapre. In vzdihne. Ja. Tako da, mogoče bom še to dodala, no, ko gremo preveč v glavo, kot civilizacija, kot kultura, ko postanemo izjemno racionalni in vse bazira na kalkulaciji in vse bazira na predikcijah in vse bazira na številkah in v tem več ni nobene čustvene inteligence, potem smo že na strani disasociacije od tega, kar je človeško. In to ni transhumanizem. Naprimer, ne? In to ni idealno za človeka. To ni tisto, kar mi smo v svoji srži, v svoji osnovi. In upam si reči, da tudi nismo zato tukaj. Duša ne prihaja na zemljo, da bi zapustila spomin na to, kdo je in da bi se izgubila v iluziji, ampak da bi se na svoji poti vrnila v ta praiskonski spomin, kdo sem, zakaj sem tukaj, kaj je moj namen. Vsak je rojen z namenom, vsak ima glas, vsak ima svetlobo in vsak lahko doprinese v to našo kolektivno zavest. To se dela skozi srce. In glava, kako je že rekel Buda, da je the heart should be the master of the mind. The mind should not be the master of the heart. In to je tisto, kar je zelo pomembno. Ko govorimo o tem, da sledimo svoje srce, to ne pomeni, da smo brez glavi, ampak da smo srčni, da smo čutni, da smo zavedni. In zavest duše se zazna skozi srce in potem možgani interpretirajo ta sporočila, jih slišijo, jih sprejemajo, jih zaznavajo in prevajajo naprej v jezik, v besede, v poezijo, v umetnost, v karkoli. Duša je luč. Ko rečemo duša, Ana, kaj se tebi sproži? Prva asociacija je svetloba. Jaz res nekako čutim, kako, ko si dovolimo iti v srce, kako zares lahko žarimo svetlobo in kaj lahko naredimo s tem za vse okrog nas. Ampak res polno utelesiti to svetlobo, ne? Jaz pogosto svojim vadečim rečem, da kot da imamo ta svoj prvotni izvorni plamen, kot plamen sveče, s katerim se rodimo. In potem se začnejo na ta plamen nalagati kot ene take težke odeje, plasti, raznih stvari, vzorcev, čustev, vse, kar sabo prinesemo. In potem ta plamen je vedno manj viden, vedno manj močen. In enostavno, ko pa začnemo delati na sebi, čeprav vem, da je to taka besedna zveza, ki je že toliko pogostokrat slišana, ampak vendarle, delo na sebi, dejansko, intuitivno začutiš, moram iti na psihoterapijo, moram iti meditirati, moram prebrati tole knjigo. To intuicija te pele, duša te kliče, da se osvobodiš, zato da lahko ta plamen zares se razplamti in zažari in razžarja vse naokrog. Lepo si zaključila. In zato gre pri duhovnem preboju, da zažarimo, zasvetimo, ampak lepo vas prosim, nekje sem videla oglas za knjigo Več sebe. Nikakor ne zato, da bo več sebe, ampak da bomo za druge. To ni egoizem, to ni sebičnost, to ni ukvarjanje sam s seboj zaradi več sebe. Ja. No, da ne bi bilo nesporazuma. Mi nismo iz plemena več sebe. Mi smo iz plemena več sočutja, nežnosti, ljubezni in svetlobe. Se vidite, mi kar svetimo, vsi, kar nas je tle. In zato te prosim, ljuba Talita, da nam zasvetiš s svojim čarobnim glasom, pa povej, kaj nam bo zapela. Torej, za konec sem pa izbrala
uspavanko Vile Arven, ki v bistvu spada k trilogiji Gospodar prstanov. Tako da. Lay down your head and I'll sing you a lullaby back to the years of Lulilale, and I'll sing you to sleep, and I'll sing you tomorrow. Bless you with love for the road that you go. May you sail far to the far fields of fortune with diamonds and pearls at your head and your feet, and may you need never to banish misfortune. May you find kindness in all that you meet. May there always be angels to watch over you, to guide you each step of the way, to guide you and keep you safe from all harm. May you bring love and may you bring happiness, beloved, in return to the end of your days. Now fall off to sleep. I'm not meaning to keep you. I'll just sit for a while and sing Lulilale. May there always be angels to watch over you, to guide you each step of the way, to guide you and keep you safe from all harm. Najlepša hvala.
smo čisto odprli srce, ker najboljši ključ za odpiranje je glasba. To je prav božanska energija, ki steče skozi nas, a ne heti. Ja. Zdaj vam bi pa samo rada še predstavila prihodnji aprilski večer, ker sem poštena punca, smo imeli danes ženske, prihodnjič imamo pa moške. In sicer Marko Pavliha bo predstavil svojo avtobiografijo Svetilnik, zelo odkrito srčna pripoved o padcih in vzponih in spet padcih. In govorili bomo o knjigi, ki nam pomaga živeti v drugi polovici življenja. Bruch je napisal Vedno krepkejši s podnaslovom Kako do uspeha, sreče in globokega občutka smisla v drugi polovici življenja. Tako da ni nazgubljen, a veste. In ker je v tej knjigi opisan izjemen primer Sebastiana Bacha, kako je v drugi polovici življenja pomagal sinu, sam pa je samo še fure pisal. Sem jaz povabila Marka Hatlaha, da nam bo igral Bacha in tu govoril o tej knjigi in Markovi, a veste, da je rekel ja. Tako da Si bila presenečena, tebi vsi rečejo ja. Tebi življenje reče ja. Ampak Marko Hatlah je moral neki prireditev, na katerih bi bil zelo dobro plačan, odpovedati, da bo lahko 14. aprila z nami tukaj v Švicariji. No, tako, ampak vsi smo dragoceni, vsi smo boginje in bogovi in naj nam bo lepo. Hvala lepa.